Pozdravljeni, danes bomo pa govorili o imunskem sistemu. Govorila bom o tem, kako prehranska piramida, da boste lažje razumeli, kaj vse potrebuje vaše telo, vpliva na izgradnjo imunskega sistema. Imunski sistem je pa potem tisti, ki poskrbi za to, da se res dobro počutimo. Zdaj, če pogledamo prehransko piramido, gledajte, kaj vse bi potrebovali, da zadostimo našemu telesu, da vse tisto dobi, kar res potrebuje. No, in tisto, kar je temelj, kar je tukaj spodaj, je razstrupljanje. Razstrupljanje. To je prav cilj tega, da pokrijemo vse, brez tega ne gre nikamor. Zdaj pa kaj prvo stvar potrebujemo? Za razstrupljanje potrebujemo probiotike, zaradi tega, da spodbudimo razstrupljanje preko črevesja. Črevesje je na ta način, poglejte, kot kompostnik, ki je poln, ali pa kanta za smeti, ki je polna. Če vi ne boste praznili te kante za smeti, slej ko prej začne smrdeti. Pač strupi se potem vsrkajo noter v celice in delujejo na to, da se na celični bazi dobesedno zastrupite. Predstavljajte si, če imate slabo prebavo, je isto, kot da bi imeli kup smeti na sred dnevne sobe. Isto, vsak mora čiščen, pospravljen, kdo želi živeti v svinjaku. Tako da, probiotiki, zakaj so prvi? Zaradi tega, ker probiotiki dejansko stimulirajo imunski sistem, ki je tik pod sluznico črevesja. In zato je to prva zadeva, kje dobite probiotike. Uživajte čim več fermentiranih izdelkov, kot je kislo mleko, kislo zelje, kisla repa. Vse to vsebuje pač probiotične bakterije. Včeraj mi je ena gospa napisala na Facebook in je napisala, da mlečni izdelki so tako vsi predozirani z antibiotiki. In sem ji napisala, da pač ne začne svoj jogurt delati. In je napisala, glih tukaj je problem, ker so vsi kmetje taki in taki. Ja. Jaz sem s kmetije doma in vem, kako izgleda. Na koncu koncev, če imaš doma eno ali pa dve kravi, in zdaj, kdor je alergičen na kmete, naj si pa nabav svojo kozo in naj začne sam predelovati svoje kozje mleko, pa bo sigurno vedel, kakšno mleko ima. Jaz verjamem v to, da na svetu je še vedno več poštenih ljudi kot nepoštenih in vsak izmed nas, ker poglejte, Slovenija je ena velika vas, dejstvo je, da vsak izmed nas lahko najde nekega poštenega kmeta in tam pač kupi mlečne izdelke. Res sem prepričana v to. Poglejte, koliko kmetijskih zadrug imamo, kjer imamo res kvalitetne zadeve, vam ni treba kupovati uvoženih zadev. In druga zadeva, tudi prepričana sem, da to mleko, ali pa mlečne izdelki, ki jih kupimo v trgovini, niso tako slabe. Dajte kupovati slovensko in boste videli, to je nekaj, kar je gradnik. No in zdaj, zakaj tukaj govorim probiotični izdelki, pa že mlečni izdelki? Ker mlečni izdelki, te fermentirani, skuta, sirotka, vse, kar je pač fermentirano, deluje na to, da dobimo maksimalno količino probiotikov. Drugo, kar je za razstrupljanje, seveda treba spodbuditi delovanje ledvic. Da boste spodbudili delovanje ledvic, potrebujete zeliščne čaje. Najboljša prav za ledvica je zlata rozga, tako da zlato rozgo lahko po internetu naročite, jo boste dobili, zeliščarji jo imajo, pa ne nazadnje, naučite se jo prepoznati in ne nazadnje tudi nabirati, ker raste čisto na vsakem obronku gozdov. Rada vam bi pa pokazala, kakšna izgleda. To je iz knjige Ko imajo hormoni žur in to zlato rozgo sem jaz slikala tam, kjer nabiram gobe. Vam ne povem, kje nabiram gobe. Glejte, to je zlata rozga, vidite? Tako da v glavnem, dejstvo je, da zlata rozga čisti ne samo ledvice in nadledvično žlezo umirja, kjer se proizvaja stresni hormon, deluje na čiščenje jeter, deluje na želodec, pomirja notranje organe, deluje na ščitnico, deluje na čiščenje celega telesa, da grejo strupi iz telesa. No in prav tisti, ki imate težave s podočnjaki, telo kaže, da imate res slabo razstrupljanje, da boste mogli nekaj v tej smeri narediti. Se pravi, probiotiki pa čaji. No, tukaj smo pri razstrupljanju. Zdaj pa še ena stvar, kar je zelo pomembno. Zadnjič sem že govorila o glutationu, to je snov, ki polovi vse tisto, kar ne paše v naše celice.
Seveda pri razstrupljanju je zelo pomemben kalcij, ampak kalcij se veže samo, če imate dovolj magnezija. No, da pa mi magnezij vežemo, pa potrebujemo naslednjo zadevo. Poglejte, da magnezij se veže, mi potrebujemo predhodno kalij in da se kalij veže, potrebujemo sol, natrij. A ste že kje slišali koga, ki reče, čim manj soli, stran s soljo? Ja, ko ti zmanjka soli, tudi v možganih, ker dejansko je povezan s tem, kdor ne uživa soli, ne pride do te vezave, ker kalcij, poglejte naprej, pa veže naprej vitamin B12. B12 je pa ključnega pomena za delovanje možganov in B12 vitamin ima vlogo pri gradnji imunskega sistema. B12 pa naprej veže vse vitamine B in B6 vitamin. Sem pa že zadnjič govorila, da je potreben za presnovo, za celično energijo, za kurjenje odvečnih maščob, ampak hkrati vitamin B6 ima vlogo pri izgradnji imunskega sistema. Ja, kje pa zdaj vse to dobimo? Spet smo pri mlečnih izdelkih, pa pri skuti, pa kakšen pršut, pa oreščki. Dejstvo, zdaj, če pogledamo tukaj, kalcij, B12, B6 dobimo vse v mlečnih izdelkih. Magnezij ga pa največ dobimo v oreščkih, zato začnite na dnevni bazi uporabljati. Ali uporabljate čija semena, ali uporabljate lanena semena, ali uporabljate mandlje, ali uporabljate lešnike, arašide ali orehe, da dobite magnezij. Kje dobite kalij? Kalij ga pa res priporočam, začnite zjutraj uporabljati zelene smutije. Zeleni smutiji, kot je recimo peteršilj date noter, ali date luštrek noter, ali date zeleno noter. Zelena je pa ključ do tega, da se spodbudi razstrupljanje in kdor izmed vas je prebral knjigo Medicinski medij, Medicinski medij prav govori o tem, da je zelena ključna pri razstrupljanju prav za ščitnico. No in vsebuje ogromno količino kalija in kako zjutraj zeleno uporabljate, tako da naredite kar zjutraj sok, na tešče popijete ta sok iz zelene, ta gosti del pa potem lahko date v smuti. Ampak ko pa delate smuti, ne pozabite na sol, ker sol pa veže naprej. Zdaj pa še ena stvar je pomembna tukaj. Komur primanjkuje kalija, vidite, da vse gre z kalijem, se pravi, komur manjka kalija, ima visok pritisk, je zabuhal, prav tisto, zabuhal, ker mu ostaja voda v telesu. Zato je enostavno kalij ključ do tega, da pride do vezave vseh vitaminov in mineralov naprej. Prav do vsega. Zeleni smutiji so zakon, da dobite kalij. Vem, da ste mogoče nekje slišali, da je pa kalija ogromno vsebujejo banane. Glejte, ne verjeti vsega, verjemite mi, da vsak trpotec, ki raste na vašem pragu, ima več vseb kalija kot pa banane. Ali pa naredite si špinačo iz mladih kopriv, to si zdajle lahko naredite. Kalij vsebujejo šparglji. Glejte, toliko imamo mi te zelenjave, dajte to uporabljati, ker dejstvo je, da banane te, ki jih mi dobimo, kdor izmed vas je bil že v kakšnih južnih ali pa vzhodnih krajih, kjer dobite tiste majčkene banance, glejte, tiste majhne banance so eksplozija okusa, eksplozija vitaminov in mineralov. Naše banane, glejte, ne vemo, kdaj so bile obrane, ne vemo, koliko časa so bile v zorilnicah, ne vemo niti od kje so skorajda. Tako da res vam priporočam, dajte začeti uporabljati to, kar vam zraste skorajda na pragu, ker to je zakladnica vitaminov in mineralov. No, zdaj, s tem smo zdaj pospešili razstrupljanje. No, zdaj pa naslednja kategorija, tukaj je pa imeti zadostno količino B-vitaminov. B-vitamini smo že rekli, da so ključni pri razstrupljanju in prehranska piramida govori o tem, da mi potrebujemo čim več žitaric. Kot kruh, osnovno živilo, od nekdaj je bil kruh, ampak to, kar je bil od nekdaj kruh, recimo, ko sem jaz rasla gor, moja mama je še enkrat na teden pekla kruh v krušni peči. Imeli smo mentrgo, imeli smo, vse veste, kaj je mentrga, ne? In to je tisto, to so moji spomini. Moji prvi spomini sežejo, ko smo imeli še polje z žitom. Moji prvi spomini sežejo še v čas, ko je moj ata šel enkrat na
mesec k mlinarju in je peljal žito zmlet. In potem, ko sem začela hoditi v šolo, se pravi konec 70. let, mi je večkrat mama naročila, pa spotoma, ko greš iz šole, kup ta dober kruh. No, to je bil pa ta bel kruh. In takrat, ko smo začeli pri naši hiši uporabljati bel kruh, smo se začeli rediti. In se dejansko spomnim, jaz sem imela prekomerno težo, moj brat je imel prekomerno težo, moja sestra je imela prekomerno težo, mama je dobila težave s ščitnico, sladkorno bolezen, kup težav. Dejansko, kaj se zgodi s tem, ko smo nehali uporabljati ta domač kruh, dejansko smo bili B-vitamine. B-vitamine vidimo, da so potrebni za gradnjo imunskega sistema, hkrati so pa B-vitamini potrebni za presnovo, za energijo in sploh za funkcioniranje. No, zato prehranska piramida pač govori čim več žitaric. Zdaj pa seveda so potrebne, zato ker dobimo tudi ključne ogljikove hidrate za pogon naših možganov, za energijo. Zato uporabljajte basmati riž, uporabljajte ajdovo moko, naredite si kruh iz ajdove moke, specite si ga. Začnite uporabljati polnozrnato moko tip 1250. Ne vem, imamo tukaj v Sloveniji par dobrih mlinarjev, lahko naročite domačo moko, Kmetrangus na Dolenjskem, vem, da dobite praktično v vseh trgovinah njegovo moko. Tako da, dajte to uporabljati, zato ker to je ključ do tega, da dobite tiste osnovne gradnike, hkrati pa dobite tudi osnovne B-vitamine. No, zdaj pa naslednja kategorija za izgradnjo imunskega sistema so pa zaščitne snovi. No, in zaščitne snovi jih pa telo potrebuje zato, da gradi. Gradi in spodbuja. Prvi je seveda C-vitamin. C-vitamina vemo, da dobimo povsod, vsej zelenavi, vsem sadju, povsod borovnice, temni sadeži. No in sploh borovnice, aronija, jagode akaj, potem so vse, kar je temno, vsebujejo snov, ki se imenuje resveratrol. Resveratrol je snov, ki je kot sam po sebi antioksidant in deluje na dvig imunskega sistema. Če gledamo naprej, tudi C-vitamin se nahaja v vseh križnicah. Križnice so pa zelje, brokoli, cvetača, zelje, repa. No in vse te zelena barvila vsebujejo tudi alfa-lipoično kislino, to je pa ena kislina, ki deluje na to, da deluje imunski sistem. No, naslednja zadeva, kaj še gradi imunski sistem? Za vlogo pri gradnji imunskega sistema imajo tudi minerali, se pravi cink. Cink je mineral, ki ga dobite največ v vseh oreščkih, skoraj najbolj enostavno ga je pa dobiti v gobah. Tako da, dajte začeti uporabljati gobe, lahko vložene gobice, tudi šampinjoni na dnevni bazi, ker ne samo, da vsebujejo cink, ampak vsebujejo tudi krom. Krom je pa mineral, ki preprečuje to željo po cukru. Naslednji mineral, ki deluje na izgradnjo imunskega sistema in ki so zaščitne snovi, je baker. Baker ga največ dobimo v vseh, se pravi fižol, vsebuje baker, potem čičerika, vse žitarice vsebujejo krom, oziroma krom baker. Baker pa hkrati veže železo in tudi železo ima vlogo pri izgradnji imunskega sistema. Prav baker, C-vitamin, železo in vitamin B12 skupaj gradijo kri in kdor ima dobro kri, pomeni, da ima več kisika po celem telesu in se avtomatično boljše počuti in tudi imunski sistem je bolj močan. No, naslednja zadeva, kaj je zelo pomembno, pri izgradnji imunskega sistema imamo pa še en ključen mineral, ki je pa žveplo. Žveplo se pa nahaja v vsem, kar smrdi. Je bila velika noč, hren, žveplo se nahaja v zelju, brokoliju, cvetači, vsa zelenjava, ki ima tako kar majhen oster vonj. Jaz sem si včeraj naredila smuti, kar prehud je bil. Dala sem noter pehtran, svež in imam japonski hren na vrtu.
in sem porezala japonski hren in dovolj bi bil en listek in so ga dala en šop. V glavnem, popila sem zraven cel jogurt, ker enostavno je bilo premočno. Tako da seveda lahko uporabljate te zadeve, žveplo, dobila sem pošteno dozo žvepla. Žveplo pa tvori na podlagi vseh teh vitaminov oziroma mineralov glutatijon, to snov za razstrupljanje. Zdaj samo majčkeno tukaj imam še napisan, da ne bom česa preskočila. Aha, tukaj imamo, se pravi, za gradnjo imunskega sistema vitamin A, C, E in D. Se pravi, tukaj so pa zelena barvila, da boste vedeli. A vitamin, korenček, paprika, paradižnik, to so karotenoidne snovi, ki so topne v maščobi. Zaščitijo maščoben del celice. Seveda, tudi celice imunskega sistema so zgrajene iz celic in zato je potrebna zaščita. Vitamin A stimulira imunski sistem, to je največ kliničnih raziskav narejeno na vitaminu A, tudi na rdečih barvilih, karotenoidih. Dejansko karotenoidi imajo vlogo pri gradnji imunskega sistema. Vitamin E je močan antioksidant, vpliva na to, da obnovi zaloge C vitamina. C vitamin, ki je že porabljen, če imate dovolj E vitamina, ki ga dobite drugače v oreščkih največ, ampak pri E vitaminu, lejte, tisti, ki vam pokajo žile, dajte posegati po prehranskem dopolnilu. Kdor ima hormonske motnje, ne posega po prehranskem dopolnilu. Jaz uporabljam E vitamin, olje iz pšeničnih kalčkov in olje iz pšeničnih kalčkov deluje na prekrvavitev, deluje na lepo kožo, deluje na to, da nimam krčnih žil, da mi ne pokajo žilce. In tudi, če zdaj pogledate, jaz nimam na sebi nobenega pudra, nič. To je moja koža. Mi ni potrebno skrivati nekaj, ker imam pač lepo kožo. In s čim to poskrbim? Ne, da dajem drage kreme na obraz, ampak od znotraj nahranim moje telo, ja, dodajam naravna prehranska dopolnila. In prav E vitamin je najbolj ključen, ker če vi vzamete naravni E vitamin ali pa umetni E vitamin, lejte, z umetnim E vitaminom boste naredili samo škodo. Kako prepoznate naravni E vitamin? Piše na oznaki D-alfa-tokoferol, medtem ko umetni E vitamin pa ima zraven L, se pravi D-L-alfa-tokoferol. Preglejte. Če ne najdete dobrega E vitamina, vam bom dala od spodaj povezavo, pa ga lahko dobite pri meni. Ravno tako C vitamin, saj 1000 mg dnevno, D vitamin ravno tako ima vlogo pri izgradnji imunskega sistema. Še eno stvar bi tukaj pri izgradnji imunskega sistema, pri zaščitnih snoveh rada povedala. Prav žveplo. Žveplo pa v kombinaciji, zdaj ima tukaj sem rekla to, žveplo v kombinaciji s silicijem in selenom, kaj se zgodi? Ta kombinacija skupaj je najmočnejši antioksidant na celični bazi, ker dobesedno iz celice vam pobere vse težke kovine, deluje na kadmij, ki ga dobite, kdor kadi, živo srebro, ki ga dobite. Živo srebro lahko dobite v vseh, ki se nahaja. Živo srebro se nahaja po večino teh sredstvih proti potenju, potem aluminij, sredstva proti potenju. V bistvu težke kovine so okrog nas in živo srebro dobite lahko v ribah, no, to, da ta pravo kombinacijo povem skupaj. Tako da ta kombinacija pobere ven vse težke kovine iz vašega telesa in ko je čas za razstrupljanje, če iščete dobro prehransko dopolnilo za to kombinacijo, je to Betagard. Da ne boste preveč iskali pri meni na spletni strani, točno ta kombinacija za izgradnjo razstrupljanja. Betagard tudi podobno sestavo ima Formula 4, da dobite vse tisto. Aha, pa še podobno sestavo ima pa ProVitality Plus, paket za vitalnost. No, pa so pa že pri naslednji kategoriji, to so pa beljakovine. Beljakovine so pa spet potrebne zaradi tega, ker imunski sistem se gradi. In kako veste, da vam manjka beljakovin? A veste kako? Pove se tukaj koža, pa tle zastavca nastane, pa prsa se povesijo, pa voda vam začne uhajati, pa rit se povesi.
Enostavno celi se poveste. Ko vam manjka B vitamina, beljakovin, seveda hkrati vam manjka B vitamina, ker beljakovine pa B vitamin, to je skupaj ponavadi, se zgodi, da se naenkrat postarate. In zato je pomembno, vsak dan potrebujete beljakovine. Lih včeraj sem z eno gospo govorila in je rekla, ja, sej višje tisti, ki so bolj duhovni, oni pa ne jejo nič mesa. Sej jaz bom tudi enkrat, v bistvu mi je že tako razlagala, kot ona slabša zdaj, ker pa je meso. Jaz jem meso. A imam občutek, da sem slabša? Ne. Se pretvarjam se ne. Koliko ljudi poznam, ki kao ne jejo mesa, pa ga na skrivaj jejo. Glejte, blef, sam blef. Pač jaz jem meso, ker dejstvo je, da sem že probala brez mesa, ker sem sledila tem modernim smernicam. In kaj se je zgodilo? Ja, postarala sem se. Naenkrat sem bila brez energije, porušen imunski sistem, suta sem bila, ker mi je pa hkrati manjkal B vitamin, eksplodirala sem za najmanjšo zadevo. Nekdo mi je prst pokazal, pa sem mu skočila v glavo. To je pomanjkanje beljakovin pa B vitaminov. Zato, to je gradnik, rabimo ga na dan. Če pojeste majčkan mesa pri kosilu, lahko je riba, kdor pa ne je tega, naj pa se jogurt popije prej. Kdor ne je tega, naj se poje eno pest mandljev. Pač beljakovine potrebujemo zaradi tega, ker je to gradnik. Kdor ne je pa res nobenih živalskih beljakovin, lejte, gobe boste mogli jesti pri vsakem obroku, ker je to pač najboljše nadomestilo za beljakovine. No in potem imamo pa še ta zadnjo kategorijo, to je pa omega 3. Omega 3, v glavnem omega 3, se pravi maščobe. Maščobe, te so pa potrebne nekaj malega, približno za eno žličko na dan, to je približno 1 gram omega 3 potrebujete na dan. In ta omega 3 deluje na to, da gradi hormone, deluje proti vnetjem, deluje proti snovi, zdaj pa pogledajte, homocistein. Vam povem zgodbo za tem homocisteinom. Nekoč, zdaj seveda nekoč, par let nazaj, me je poklical en gospod. Bile smo že tukaj, se pravi, tukaj sem 4 leta, ja, 3-4 leta nazaj me je poklical en gospod in mi začel razlagati o tem, kako je skrbel za bolno ženo, kako je umrla, kako bi on, če bi imel več znanja, ji lahko pomagal. In potem, ko sem ga poslušala, pač sem rekla, joj, moje sožalje. Veste, ker ponavadi ljudje rečejo, kako sem jaz bogi, ker skrbim za bolnega človeka. On je razlagal svoji ženi s tako ljubeznijo. In potem ga je zvil jok in je dal dol telefon. In naslednji dan me pokliče in rekel, nisem več mogel govoriti. Sem rekla, gospod, v redu je. Rekel, vas ne kličem zaradi tega. Je rekel, kličem vas zaradi tega, ker sem mi po noč sanjal, da vas moram poklicati in da vam povem, v naslednji knjigi morate pisati o homocisteinu. Zdaj pa, kaj je ta snov homocistein, ki ima zdaj toleta novo knjigo, sem pisala. V knjigi, ko ima življenje žur, sem pisala o homocisteinu. Homocistein je snov, ki jo telo proizvaja, ko je preveč vneti na celični bazi. In ko smo podhranjeni z vsem tem, kar sem vam zdaj tle narisala pa napisala, se zgodi, da dobesedno na celični bazi, zdaj pa da si boste lažje predstavljali, to je tako kot smetišče, ko rečejo, je prišlo do samovžiga in začne goreti. No, to se pa dogaja v celicah pri ljudeh, ki imajo povečano stopnjo tega homocisteina, pride do samovžiga smetišča. Dobesedno se poveča gorenje odpadnih snovi na celični bazi. In telo proizvaja ogromne količine, reče se temu prosti radikali. Ti prosti radikali te zastrupljajo od znotraj. In ko te zastrupljajo od znotraj, seveda, ker smo podhranjeni z vsem tem, kar sem vam tle povedala, pride do tega, da pa človek naenkrat zboli. In zdaj začem zboli. Zboli za avtoimunimi boleznimi. Zdaj pa, kaj so avtoimune bolezni? Vemo, da avtoimune bolezni vsi rečejo, ja, to so bolezni, ki jih telo proizvede, ker napada sam sebe in vzroka ne poznajo. No, to je vzrok. To je vzrok.
Vzrok je zastrupljenost telesa. Zakaj ni zdravila? Zato, ker ga ni. Zato, ker ste podhranjeni. In ko smo podhranjeni, telo ne zmore izdelati imunski sistem oziroma je neučinkovit, sami sebe rušimo. In avtoimune bolezni, to so bolezni, ki si jih ne moramo nalesti. Glejte, če ima sosed raka, se ga jaz ne nalezem, je to tako. Če ima sosed demenco, se jaz ne nalezem. Če ima sosed povišan holesterol, se ga jaz ne nalezem. Če ima sosed sladkorno bolezen, se jaz tega ne nalezem. Če ima soseda vnetelj jajčnike, se jaz tega ne nalezem. Če ima nekdo zamašene žile, se jaz tega ne nalezem. Se pravi, to so bolezni, ki se jih ne nalezeš. In ta homocistein, to vnetje na celični bazi, s čim pogasimo? Ključna je omega 3. Na dan, kdor ima vnetje na celični bazi in da ima že avtoimune bolezni, bi mogel vsaj 1 gram omega 3 na dan zaužiti. Vsaj 1 gram. Minimalno, rajš več. Dejstvo je, da ogromno raziskav je tukaj zadej. Po večini smo podhranjeni z omega 3, tako da tukaj ne se bati, da bi predozirali. Edin, kdor mora biti pozoren, zelo pa morate biti pozorni tisti, ki imate že zdravila za redčenje krvi. Če jemljete ribje olje kot prehransko dopolnilo, v tem primeru se zgodi, da lahko povečate redčenje krvi. Tako da v tem primeru dvorezen meč, pazite, ne preveč. Druga zadeva, da zmanjšate to vnetje na celični bazi, morate povečati vitamin D3. Vitamin D3 zmanjša homocistein in vnetje na celični bazi in vitamin C. V bistvu bi mogli iti kar po vrst. Zdaj pa seveda razmišljate, kako ne jaz zdaj vse to zaužijem. Govorila je o smutiji, govorila je o mlečnih izdelkih, pa o žitarcih, pa kruh moram peči, pa moram hrano porabljati. Zmešnjava. Včasih je res težko, zato res v tem primeru priporočam, dajte si dopolniti, iz vsake kategorije vzameš eno prehransko dopolnilo. Ni treba veliko. Zdaj vam, padla mi na pamet ena punca. Bila sem enkrat pri eni družini v Mariboru in logično skeptični so bili. Takrat sem delala še kot zastopnik pri podjetju Neolife, v bistvu sem samo od tega živela. In sem jim predstavljala te naravna prehranska dopolnila in takole sedim ima. Rekla, jaz temu ne verjamem, ampak moja hčerka ima pa težave, ima po celem hrbtu, ima same mozolje. Če pa tole rešite, pa jaz verjamem. In kaj sem jaz tej punci dala? Iz vsake kategorije sem ji dala eno prehransko dopolnilo, nobenih velikih količin, tako 1 do 2. In kaj sem ji dala? Tej punci sem dala omega 3, dala sem, se pravi, s tem sem pokrila maščobe, dala sem ji beljakovinski šejk, popila je pol vrečke na dan, samo zvečer, dala sem ji C-vitamin, ker je ključen za dvig imunskega sistema, dala sem ji formulo 4, ker ima noter vse tole, kar sem tukaj razlagala, vse te minerale, in dala sem ji probiotike, pa dala sem ji še kalcij plus magnezij plus D3. To je pa v bistvu eno prehransko dopolnilo. Se pravi, sem ji dala 1, 2, 3, 4, 5, 6 prehranskih dopolnil. Rezultat? Po 3 dneh so se ji nehali delati mozolji, po 1 mesecu, vse v redu, se je izginjalo. In to ni edini primer. Še enkrat je ena mlada punca prišla, ravno tako gnojne mozolje pri 25 letih, ravno tako isto kombinacijo sem ji dala, problem rešen. Tako v 3 dneh pomaga. Problem pri obeh dveh puncah, ki sta imele take hude mozole, je to, da je telo bilo tako močno zastrupljeno, da se je povečal ta homocistein na celični bazi in to pospešeno vnetje je povzročilo mozolje. Dejstvo pa je, da koža je organ, ki priskoči na pomoč, ko vsi ostali organi za razstrupljanje zatajijo. Pa gre vse skupaj preko črevesja ven. Spodaj vam bom dala pod videom vse te povezave, o čemer sem govorila, da si lahko več preberete. Tako da razložila sem vse. Za gradnjo imunskega sistema je seveda pomembno kar nekaj stvari
In za gradnjo imunskega sistema so pomembne tudi naše misli. In to je pa razstrupljanje na čustveni bazi, no o tem pa kakšen drug video. Dejstvo je, da tukaj so tehnično razložila, kako lahko sami poskrbite za močan imunski sistem. Imejte se radi, pa lejte, vaše telo je svetišče, zato pač ga res hranite, tako kot bi poskrbeli za svetišče, da prinesete nekaj dobrega za vaše telo. In večkrat rečem, vaše telo ni smetišče, zato se zavedajte, vaše telo je vozilo vaše duše in zato res poskrbite, da je vaše telo zadovoljno. Imejte se radi in lep pozdrav.